S kakšnimi izzivi se soočajo prodajniki v slovenskih podjetjih? Kako čim več prodati, kar ni čist novega, imajo pa par svojih osebnih izzivov. Ta prvi, ki jih največ vidim čisto tudi v praksi, je tak, da ne razumejo dosti stranke, ampak to niso razumeli že 10 let nazaj, samo danes je to še toliko bolj pomemben, ker je razlika med ponudniki tako majhna, da je ključno, da ti razumeš, kaj je res bolečina stranke. To nam še vedno ne gre, imamo potem posledično tudi problem, kako povedati, v čem smo najboljši, dati razlog, zakaj bi jaz kupil od ponudnika A in ne od ponudnika B. In potem tudi presenetljivo, prodajniki imajo izziv, kako zaključiti. Kako vprašati za naročilo, kako vprašati, preveriti, zakaj naša ponudba je oziroma ni idealna. To je na individualnem nivoju. Če gremo pa na vidik podjetja, je pa še vedno eden večjih izzivov učinkovitost, kako držati tempo, kako pritiskati, porivati, motivirati prodajalce, da so aktivni, čeprav so rezultati dobri ali pa tudi, ko so rezultati slabi. Torej v obeh primerih je treba porivati malo prodajalce naprej. Ali se prodajne smernice v tujini razlikujejo od slovenskih? Praksa je različna, to kot so pač različni trgi. Če grem malo iz osebnih izkušenj, največ poznam prodajo v regiji, malo zahodno, malo vzhodno in malo južno od Slovenije. In za to regijo mirno trdim za srednjo Evropo, da so izzivi dosti podobni. Je pa res, da so nekje od zunaj, ker so razdalje večje, ker so trgi večji, je fokus na učinkovitost še toliko boljša, bolj pomembna in zato je tudi mogoče malo več specializacije, zato tudi digitalizacija v prodaji je prej se zgodila, kot se počasi dogaja v Sloveniji. Kako se prodajni sistem spreminja v času digitalizacije? Dejansko spremenilo se je to, da naši kupci, potencialni kupci, se odločijo še preden naši prodajalci sploh pridejo zraven. Ali pa preden oni sploh pridejo na naše spletne strani. Nič novega, vsi že vemo, pa po drugi strani v Sloveniji se za marketing automation kot enim vidikom digitalizacije, razen na načelni ravni, resnično vsak dan v življenju še vedno ne ukvarjamo dovolj. Posledično verjamem, da zelo veliko potencialnih strank, potencialnih poslov gre mimo nas, ker sploh ne vemo, da so ljudje, da so podjetja, ki kupujejo, ki iščejo rešitev svojega problema, ki bi ga mi lahko rešili, ampak do nas enostavno sploh ne pridejo, ker jih mi ne ujamemo v tem digitalnem svetu. Odgovore na vsa našteta vprašanja in še mnogo drugih ponuja Sales Summit. Sales Summit bo tako kot vsa leta do zdaj poskušal s primeri dobre prakse dati nekaj idej, kaj lahko vsak vodja prodaje ali pa prodajalec pri sebi, pri svojem delu naslednji dan spremeni. To je glavni fokus, zakaj sestavljamo prispevke, zakaj organiziramo konferenco. Drugače pa nekaj poudarkov ali pa nekaj področij, kjer bo malo več primerov letos. Eden je zagotovo vezan na digitalizacijo, kako loviti stranke v digitalnem svetu. Imeli bomo nekaj primerov mednarodnih, nekaj domačih. Naslednji sklop se bo ukvarjal tudi z učinkovitostjo, torej kako povečati izplen na koncu, kako hitreje zaključiti. Vrnili se bomo spet mogoče malo na kakšen CRM, ki je sicer že 15 let tema, ampak v praksi nam nažalost še vedno ne gre. Zelo vesel sem pa tudi, da bomo imeli sklop, ki bo vezan na mednarodno prodajo, torej imeli bomo 3-4 primere slovenskih podjetij, ki zelo uspešno osvajajo mednarodne kupce, povečujejo promet za mednarodnimi kupci, večino 99% prometa naredijo izven Slovenije. Zaključek Sales Summita bo pa letos malo drugačen kot do zdaj. Videli bomo rezultate raziskave, kakšni smo Slovenci kot prodajalci, kakšne prodajne kompetence imamo, kje imamo plus, kje imamo pa mogoče tudi minus. To bo pa spet koristno za vse, ki bi želeli svoj pristop mogoče malo spremeniti oziroma izboljšati. Vabljeni na konferenco Sales Summit 15. februarja 2017 ob 9. uri v Grand Hotelu Union v Ljubljani.